s tvojo punco sem ga posnel. Ne, in to ni za jebanci. Res? Ja. Kdaj? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. To ni bil ni pravi. Let's go. Tako je bilo. Ti je všeč ta Let's Go? Ful. Boš Ne vem obdržal ta zakaj. Let's Go? Kdo to govori, da jaz to govorim, ne vem. V glavnem, dobrodošli nazaj, člani izbrani, danes z nami član Jure, član Rimanič in prvi gost, član Luka Jurinčič. Pozdravljena. Kako smo, Luka? Evo. Good. Vidva? Gre. Lepo. Lepo. Zelo gost. Mogoče te lahko tudi malo predstavimo, kaj Luka počne. Ajde, dej. Ja, bi bilo dobro, ne? Mislim, da Lukcu lahko povemo, da je že večkratni zmagovalec slovenskega dogodka, /festivala, /eventa, Movit. Tekmovanje Movit. Večkratni nagrajenec s prvim mestom, nazadnje s filmom... Tlej se plagaš ti. Se bo. Še dobro si ga gledal. Imamo samo eno uro. Alternativa. Fuck. Tako da ja, majstor, velik v filmskem svetu in v prostem času študira pravo, ne? Ja, samo v prostem času. Tako. Nič, gospod Luka, nam znaš kaj povedati, kaj več o Movitu? Kaj je to, zakaj je to, kot da si se odločil iti, ko si zmagal? Ja, nič, Movit v bistvu, kaj povemo na kratko, da vejo sploh, o čem govorimo. Povej. Movit je v bistvu festival 6x60, moraš narediti 6 do 8 minut dolg film v 60 urah na podlagi 3 napotkov, akcije, stavka in predmet. Predmet, ja. In to je to. Hodimo od leta 2014, v bistvu od prve edicije. Takrat si začel hoditi. Takrat sem Te nisi začel. hodil. Ne, sem bil bolj počasnega razvoja. Si vidiš, da sem majhen, droben. Nismo vsi pač fizično razviti. Ja, Jura, mislim. Ne, nič kaj, mislim, ful zabavno se veš tu je ti. Si bil že 3, 4 krat? 2018. 2018, 19, 20, 4 krat. Štirikrat, Ja, no. Ne vem, ful nice zadeva, no. Veš, mislim, imaš se dobro z ekipo, uživaš, delaš nekaj, kar ti dejansko nekaj pomeni, v čemer vsaj misliš, da si dober, ko greš prvič, pol gotoviš, da si za en kurat. In ja, mislim, ne vem, pač za nas je to postala tradicija, ne, pač tradicija v Ankaranu, da se ve, da imaš celo poletje uživancije, bolj kot ne, in potem za konec poletja pač še en tak filmski projekt, ne, na koncu, ki pač enkrat je bolj, enkrat manj uspešen, pač letos je bil zelo uspešen. Ampak tebi je že večkrat ne bilo bolj uspešno. Ja. Pohvali se. Ja, dobro, sem mislil, da me boste vidva pohvalila in bom jaz lažno skromnost potem. Ne rabi povedati, no, tako bo ne. Dobro, v glavnem, Luka je že 2-krat zmagal prvo nagrado, ne? Tako, ja. Tako, no. Prva je bila kjer leta? Prva je bila 2017. No, 2017 in druga je bila letos, tako da tako. Priden. Bravo. Tako, ste naredili cool film, si iz obale, zato sem vesel za vas, vam privoščim. Ne, veš, kaj je bilo meni ful lepo, ker midva se v bistvu nisva poznala do pred kratkim. Do Movita. Do Movita. Mislim, jaz sem vedel, kdo si ti, sem že videl tvoje stvari, ampak mi je bilo ful lepo, ker ko smo zmagali, smo bili na študentu, pač, ker je bilo letos virtualno, in mi je bilo ful lepo, da ste vsi 3 prišli dol. Kot konkurenti, ki bi lahko bili se zmagali. Spet. Zakaj? Škavno, spet. Ne, mislim, veš, ker mislim, bom bil skromen. Smo v Sloveniji, vsi smo Slovenci, vemo, kakšni so Slovenci kot narod. Ne. In, voščljivi smo? Ja, predvsem voščljivi. To je po mojem največji skupni imenovalec, ki ga lahko najdeš za Slovence. Stereotip Slovencev. Tako, voščljivi, iskreni in ne vem, tako, to mi je bilo ful lepo, da ste prišli dol, da smo se malo podružili, da smo se spoznali, da smo malo predebatirali o filmih, da ste vi povedali vaše mnenje o našem filmu, mi o vašem, tako da to, mislim, se zato mi je žal v bistvu, da ni bilo letos v živo, ne. Pa če event in vzdušje. Pa lepše je zmagati v živo, ko vidiš vse one face pred sabo, ki so ono, zakaj ne jaz? Jaz sem skromen, Luka Jurinčič. Quote.
Ne res, kot sem rekel, pač ste tle zbali, ste naredili dejansko cool film, pač ste si zaslužili prvo mesto, tako da... Sorry, ta film je res vrhunski. Takoj, ko sem ga videl, sem rekel, ja, Ankarančani. Ja. Luka. Ja, tako da, respekt, res. Ja, meni je všeč, no. Mislim, jaz ponavadi sem ful samokritičen, ne? In ko nekaj naredim, zapakiram to v neko mapo na trd disk in ne gledam več, ampak ta se mi zdi, da je res tak dinamičen. Ima neki, ima neko soul in popper, neke te pač. Povej malo, kako je bil tvoj kreativni proces tukaj, kako si prišel do tega scenarija, kako se je to zgodilo? Koga, ki dela s tabo scenarij in to? V bistvu pri nas je kreativen proces tak, da mislim, tudi meni je najlepše, da se usedemo vsi za mizo. Koliko je to vsi? Vsi, ima zdaj neka ožja ekipa, bi rekel, da nas je, ne vem, dobrih 10 recimo. Dobro, okay. Velika miza torej. Dokaj, ja. Včasih se moramo kar na tla usesti. Kot da igramo gnilo jajce, pa v bistvu nekaj delamo dejansko. Okay. Tako ne, mislim, vsak navrže svoje ideje, veš, ipak je uno, dobiš 3 napotke plus omejen si s časom. Ne? Tako da imaš v bistvu 4 kar pomembne omejitve. Ja. In je lepo, mislim, meni je lepo, da se izmenjavajo ideje, ne? Kaj bi lahko, kaj ne bi, kje se vidimo, kje se ne vidimo. Tako v bistvu je nek skupen kreativni proces. Ne? Sicer scenarij potem sem sam napisal, ker je pač tako enostavno lažje v 60 urah. Ne? Ja. Ampak so pa vsi dali nek svoj del. Tudi enkrat, ko je napisano, veš, kaj mi všeč recimo, ker imaš, letos smo imeli srečo, smo imeli igralce 2 iz AGRFT-ja in Tineta Ugrina, ki je tudi že v tem fohu, recimo. Ne? Ja. In dajo nek svoj input, ne? Ni da vidi scenarij in reče, aha, ok, dobro, se bom nadudil tekst, zrecitiral in gremo dalje. Ne? Pač so dejansko kritični do tega, kar berejo, ne? In dajo res neke dobre predloge, tako da v bistvu pač, ja, scenarij je moj, ampak ko rečejo, ne, film se naredi prvič na scenariju, drugič na snemanju in tretjič v montaži. Ne. In tle je pač bil to res tak kreativen proces. Ne. Tako da v bistvu je, mislim, vsak je dal nekaj. No. Nice. Dej, recimo, ok, sedite pri mizi, ne, in kako se ta mnenja pol, mislim, kako je ta proces, torej vsak pove, kar misli, se pač preberejo prvo vsi to, kar si ti napisal, ali kako to gre? Ma ne, mi v bistvu smo se pošteno zadebatirali, preden je sploh prva črka padla na papir. Ne. Mi smo v bistvu enih prvih 14 ur samo debatirali, kaj bi. Ne. In enkrat, ko smo imeli neko osnovno idejo, ker je bila pač ideja neki continuous shoti, ne, ki smo potem jih zrezali oziroma niti posneli, ker pač nas je čas preganjal, ampak v bistvu smo dobili neko idejo, razvili kolikor toliko neko strukturo, šli direktno na lokacijo, tako da smo videli, če je to izvedljivo in če je to sploh v okviru teh 8 minut. Ne? In šele potem v bistvu, ko smo videli, ok, je tehnično izvedljivo, imamo dovolj kadra za pač vse to izvesti, šele potem v bistvu sem jaz to nekako ponotranju in se lotil pisati. Ne? Okay. Tako, veš, pa sem pa tak, da rabim potem, pač, ko pišem, rabim svoj mir, da sem malo izklopljen, pač vzamem v zakup vse, kar sem se sam spomnil, kar so mi drugi priporočili, ampak na koncu še vedno mislim, da je treba neko centralizacijo narediti, ne, da rečeš, ok, zdaj jaz sem tle, recimo, da najboljše poznam ta projekt kot režiser in scenarist, pač, ne, in narediš potem sam nekaj. Ne. Okay. Dej, veš, kaj me še zanima? Recimo, jaz sem bil, da imate vi dostih, mislim, vsi počekirajte ta film na YouTube, ne, kot prvo. Da, alternativa Movie 6x60 boste takoj dobili. Tako je. Bomo dali tudi v link v video, tako da boste lahko vsi bil link, tako da čeknite. Ne, mene zanima, jaz sem bil, da imate tudi tako zanimive rekvizite, mislim, tudi tisti... Sceno imate postavljeno, no, to mislim. Mislim, ste imeli tudi tisti kombi. Kako ste recimo prišli do vseh teh rekvizitov v tako kratkem času? Mi imamo eno ekstremno srečo, v bistvu, da živimo v Ankaranu, ki je ful majhen kraj, vsi se poznajo. Po eni strani imaš tudi minuse zaradi tega, ne? Ampak kar je pa ful velik plus, je to, da je res majhen small community, kjer pač ti bo dal vsak roko. Okay. In vsak ima nekaj, vsak pozna nekoga, ne? Tako da v bistvu tle nam je ful pomagal Aljaž Kožner iz Svinjskih tačk, to je član benda iz Zaklonišča ankaranskega, ki pač ima ta Volkswagenov van, ali ne vem, kako se mu reče. Tako smo ga poklicali, smo rekli, Aljaž, delamo to in to, bi bil tako prijazen, je bil, ni panike, je bil z nami dol 18 ur s tem vanom,
ne, mislim, dobričina človeka. Jaz sem mu parkrat rekel, da je Aljaš, te peljemo domov, te pokličemo in ga priješ iskati, bo trajalo, razumeš? Na študentu na koncu smo bili, mislim, da 21 ur dol. Ne, samo kar se tiče priprave scenografije, da smo vse posneli in pospravili. Mislim, na študentu nisi bil prvič 21 ur, ne? Ste bili že dosti krat 21 ur dol. To po mojem je bil dejansko moj rekord. Oziroma nisem bil v šusu 21 ur, jaz sem šel za pol ure domov, ker sem mogel bruhanje skuhati. V glavnem, malo konteksta. Študent je en bar v plaži tukaj v Ankaranu, ne? Plaža, v bistvu? Vprašaš naše nadrejene, bi rekli, to je plaža, to ni bar. Sorry. Ja, ne, samo... študentska plaža v bistvu, naprej od Valdoltre, vsi ful vabljeni poleti, se ful dogaja, ful dogodkov za vse subkulture, za različne glasbene okuse. Naslednje leto pripravljamo tudi ful kinoprojekcij, že leto smo jih imeli nekaj, ampak drugo leto še bolj, tako da tudi navdušenci filma ful toplo vabljeni. Glavnem, full nice place. Lahko se kopaš, lahko se družiš, lahko igraš, ne vem, igre, športe, lahko se napiješ, lahko you name it. Pač študent je univerzalen plat za vse, če me ne vprašaš. Jaz bi rekel, da je zadnji autentični place na Obali. A ful je vibe, stari. Zadnji autentičen place, ker ni neke te vpliva, neke, ko bi rekel... Ni mainstream. So zgolj mladi. Niso samo mladi. Mladi po duši mogoče. Ja, okej. Fak je štekan, kaj hočeš povedati, ne vem, ko bi to v besedo, ampak da je v bistvu, se mi zdi, zadnji tak autentičen place, ker ni nekega, ko bi rekel, birokratskega vpliva nanj. Birokratski vpliv je, ampak ga midva Zaloki pač upravljava študenta, ga zapakirava in pač ohraniva zase. Ampak ne, mislim, jaz bi rekel, da je to plac za pač vse ljudi. Ne? Tam se res vsi dobrodošli, vsi, ki pač so, ne vem, ki pač hočejo ustvariti dober vibe in ki imajo radi dober vibe, pač so dobrodošli. In se mi zdi, da je res en tak neodkrit kotiček na Obali, ne? Ker vse je, veš, ali so neke promenade, ali so neki nedostopni klifi, se mi tudi ni, da smo jih najbolj dostopni, ne? Za reči z unim klancem, ki... Ne? Mislim, ni lih za... Uno je za Tour de France, sorry, klanec je zrel za neko etapo. Opasen klanec. Simoni klanec je kar, no, se napihaš malček. Ni tako grozno, ampak trpiš unih 5 minut. Mislim, v idealnem svetu bi bila postavljena žičnica, če me vprašaš. Barkica. Ampak okej, whatever, ne. Lahko narediste, evo, kakšen event, kdo prej pride gor. Veš, to sem razmišljal, da bi naredili, v bistvu plan je bil, da bi imeli en dan v tednu posvečen igram, ampak da ne bi bile te klasične igre, ne vem, odbojka v vodi ali karkoli, ampak da imaš takšne bolj abstraktne tipo, ne, kdo pride prvi po klancu navzgor do rampe in nazaj, ne. Pa tudi dol je zajebano iti po nek klancu. To rabiš sigurno reševalca kakšnega. Se kažem skotalitan. Tako folki ne ve, to ni klanec, to je klanec. To je klanec. Klanec. Ti pravim, Tour de France. Ali pa za plezanje, mislim, zakaj ne bi plezali po temu klancu? Mislim, sem že videl ljudi, ki so hodili po vseh 4. Mislim, ni edini razlog, da so hodili po vseh 4, samo naklon klanca, ampak ne. Veš kaj, tu toplo je bilo. Ja, vročina je, ker zadnje poletje se res topla pizda. Global warming shout out. En tip nam dela igrico celo. What? En tip nam dela igrico, moram ga poklicati. V smislu igrico? Igrica pač prišel je dol, mislim, pač neka redna stranka in nastopajoč tudi. In on mene začne spraševati za mire, kao, koliko, ne, bla, bla, bla. Jaz njemu, ne vem, nekaj od oka mu povem, sem mislil, ne vem, pač ga zanima statistika ali ne vem, karkoli, razumeš. In prije tip čez 2 tedna, ono, daj pogled to in mi da njegov telefon v roke in imaš tako joystick, eno za obračati kamero, drugo za obračati možic. In tip je prav naredil, veš, ki imamo one palete barne narejene in ono mizo z zavesami, morje, stopničke, klif, mislim, ne vem, kaj bo vsebina te igrice, si ne predstavljam, kaj bo prvi, drugi, tretji level, kaj boš mogel tam delati, ampak imamo tudi virtualnega boš tekel po klancu gor in dol. Mogoče, čeprav jaz bi to raje užival, res videl. Pizda, to bi bil event. Lahko delimo event naslednje leto, enega. Evo, naredimo tekmovanje po klancu gor in dol in na koncu naredimo še sekundarno tekmovanje, faco
vsakega človeka, čim pride v cilj, ga slikamo in naredimo tekmovanje za najbolj abstraktni facial expression tipa. Okay. Ali se to ne sliši tako dobra ideja? Ja, mislim, da boš rekel, da zmagovalca boš dal v igrico. Ne, samo kako, kaj bi to proglasoval, kdo je najbolj abstrakten? Kako bi glas občinstva? Mislim, poglej se v ogledalo, kdaj, ko greš po klancu navzgor, če si zadovoljen svojim izrazom. V temu. Okay. Ja, jaz sem razumel, da bi bilo to tekmovanje plus posebej tekmovanje naredi faco in te slikamo. Ne, simultano, razumeš? Okay. V glavi se je slišalo boljše kot v... Ne, vse v redu. Tekmovanje po klancu navzgor, to je to. Prvi del. Zdaj prvo to, pa bomo naprej. Bilo dobro, ti poveš ko Gardan, ki ima kamero, ki te nekje ujame, tako tudi, da bi imeli kamero postavljeno in da te ujame. Te slike se zakon. Ok, in pol da moraš plačati. Da dobiš sliko. To je dobra poslovna ideja. Biznis. Now we talk business. Ja, nič, ne 10%. Edino, kar je bilo recimo ful po moje dobro, kar se mi zdi, tako da bi lahko z barkico, da bi vozili z barkico iz Kopra na Karam na plažo, ko so žurke, gor dol. Direktno k nam tipo, da prijejo. Kot so oni člani se vozili včasih. Meni je to neče, ko so videli člani, ko so z barkicami hodili tam. Ja, ma veš, da so tudi nasedli. Vem, sem videl, je bil tako vse, da mislim, ni problem priti do tam, problem je, da te ljudje ne bojo mogli iti nazaj. Naslednje jutro. Ja, ma dobro, vse je dobro za profit, ne, na zadnje. Ampak res, to je top, mislim. Tam edini, jaz bi rekel tako, to je edini lokal z nekim avtentičnim vibom. Ta vibe avtentičen, ki ga ne dobiš ga več. Eni placi so ga imeli, ampak so postali preveč komercialni. Ja, veš kaj, meni se zdi, da je to predvsem posledica tega, da pač smo dali mi svoje ideje noter in da smo tudi, kar se tega tiče, ful neodvisni. In plus, še to, ta klanec je ful dober filter za kretenizem. Okay. Kreteni po unem klancu ne bojo prišli, oziroma bo prišel enkrat in mu bo žal, zaradi tega prvič, ker mu bomo jebali mater, če bo kreten, in drugič, ker bo mogel iti po unem klancu navzgor in se ne bo vračal, ker ni vredno. Pametno. Tako da tudi to je del tega vibe, po mojem. Ja. Ne, ampak dejansko, ki en ta vibe naredi, ne da pač je tako full lokalno. Ti privoščen čim več biznisa, ampak koliko zdaj full folka bi sprejel rad. Vse to ni, to v bistvu ni, jaz samo upravljam, ne, to je v bistvu občinsko. Ne? Ja, jaz sem samo skupaj zalo sva neke kreativne vodije tega, ne, in pač vodije gostinstva, ali whatever. Ne. Mislim, koliko bi širili, ne vem. Mislim, da... Ne dosti. Če mene vprašaš, ne dosti, ker s tem pol zgubiš spice. Ja. Veš, mislim, raje, da jih je manj, ampak da so pravi, kot pa da delaš na neki šuno. Pač ne preveč promovirati, ki bo narediti bolj strn klanec. Ja, demo govoriti. Sej zato. Ker bo treba bolj strn klanec. Ja. Festival slovenskega filma. Moramo? Smo se ga vsi udeležili, mislim. Ja, smo se ga udeležili, imaš res, ja. Ja. In to skupaj. Skupaj. Ja. In spoznali veliko zanimivih ljudi. Res je. Par vikendov nazaj, rečemo, je bil festival slovenskega filma. Prejšnji vikend. Dobro, ne vemo, kdaj bo šlo to ven. Reče se, ker nisi v živo, se reče par vikendov nazaj. Prosim. Learn, Okay, bitch. to pa je good point. Strenjam, ja. V glavnem, smo bili na festivalu, smo spoznali full folka. Luka nam je predstavil Miha Hočevar, ne? Režiser... Gremo mi po svoje. Ja, režiser Gremo mi po svoje. Vsi poznate, vsi ste gledali. Ful je bilo hudo. Ne, ful, v bistvu meni je žal, da nam ni uspelo iti na zadnji film. Ja, da bi bil ful dober. Ja. Je pa na Lifu, v Ljubljani sem videl. Okay. Kdaj je? Ne vem, Lif je začetek novembra, po mojem. Veš, da ne bo to v kakšnem kinu, malo ali to prvo gre čez vse festivale in pol šli v kino. Kaj pa vem, ne vem, kako zdaj te distributorji funkcionirajo, sploh v zadnjih letih po koroni. Še slovenski filmi še posebej, pač če ga boš dobil na RTV. Prej kot v kino ali bilo kaj drugega. Ja? Ma ne, sej jih imaš neki, sem se ful selektivno, se mi zdi, ne vem. Mislim, sploh v teh Cineplex kolosej, ne, se mi zdi, da grejo ful na te blockbusterje. Če ni Star Wars, če ni Marvel ali pa DC, potem je za streaming. Pa kakšen Vojo mogoče tudi, ne? Vojo, ja, zna biti. Pospraviti, kakšen film. Zna biti, čeprav ne vem, če ni bilo kaj, ker vse, kar je sofinancirano od RTV, je pol je problem to, ne? A to recimo je sofinanciral RTV ta film? Ne vem, nimam pojma, govorim na pamet, ampak vem, da dosti stvari sofinancirajo. Mislim, če sofinancira RTV, verjetno oni si pridržijo pravico, da oni prvi predvajajo. Ja, ne. Kar je pošteno.
Ampak ne, ful lepo, res. Edino žal mi je res, da nam ni rad. Vsi so ful pohvali ta film, muzika za film je bila ful dobra, vse je bilo ful dobro. Ja. Jaz se lahko pohvalim, da glavna igralka tega filma je dobila Vesno za najboljšo glavno žensko vlogo. In zakaj se moraš ti pohvaliti? Zato, ker jaz sem v enem filmu imel dialog z njo. Točno, to se spomnim, samo je bila pozna ura, ko si to razlagal. In to je njena že druga Vesna, Vesna ekipec, ki ga zmagaš na tem festivalu, tako da, ja ne, jaz sem bil v filmu. Bi delil tudi dialog, ki sta ga imela mogoče. Tako bom rekel, ne, ta naš slaven dialog je bil, ona je šla po plaži, jaz sem šel z druge strani, jaz njej čau, ona meni čau in smo šli vsak svoj. To je vsake tvoje srečene žensko, je tako. Ne? Tehnično je dialog to, okej. V bistvu si bil glorificiran statist, to hočeš reči. Statist z vlogo. Statist z dialogom. Statist z besedo. Ja. Ne, ampak ja, kol, mislim, bravo, Matej. Ne, vi se hecate, je šel še en kolega z mano, on pa je samo stal zraven mene. Jaz sem dobil 40 €, on je dobil 30. 10 € na besedo. Očitno. Wow. Kaj nisi rekel, čau Bella, bi bil na 50. Sem dejansko mogel narediti fulnih tekov, čau, čau, kaj ti, in tako so pol vzeli take klasičnega primorskega. Čau, kaj ti je 30 € več kot samo čau, mislim, se veš, kako dela slovenski film, bolj na hlape finančno kot karkoli drugega. Žalostno. Ja, veš da, javni, mislim, ne, ampak resno je javni sklad Republike Slovenije, to je pač za te kulturna društva pač tako malo bolj amaterski nivo, ne, ustvarjanja. Namenja, pač skupen budžet za vsa društva je tipo skoraj 400 €. Okay. Filmu namenja ugani koliko? Letno. Mislim, to si mi že povedal, ampak je okoli Jurja. Ne, dobro, ajde. Nismo spet tako podcenjeni. Ni pa 10, ajde, koliko je? 13 do 15. No ja, sem vedel nekaj. Medtem ko zborovske dejavnosti folklore dobivajo tudi po 70 čukov. Ne da podcenjujem folkloro, ampak cenim pa tudi film. Ja, ne, treba je džuskat malo, ne rečem. Ne, je tradicionalno, ne, to je. Ja, s filmom gradiš tradicijo, mislim tradicijo, nek pop culture naš slovenski in tudi to je neko, ki se mora vlagati v to. Ma ne samo to, film je tudi, kolikor jaz vem, je malo dražja dejavnost od folklore. Tako, ja. Razen če za vsak nastop delajo, no, si ne vem, kaj imajo kostume ali... Veš kaj, mogoče imajo Mercedesa. Ja, kot rekvizit. Priskaklja iz Mercedesa. Bravo. Ne, ampak mislim, to ti hočem reči, zato nahlape, ne, ker to ti pove dovolj, če že za neko... za neko amatersko kulturo namenjajo za folkloro 5-krat več kot za nek film, mislim, dej, come on. Plus, ne za filme, da namenjajo toliko, to namenjajo za kratke filme, za delavnice, za izobraževanja, za, ne vem, you name it. Vse. Si gledal ti film Ne bom več luzerka? Ne, nisem. No, in radila ta film Uroša Menard, ne vem, če jo poznaš. Sem že slišal za njo. No, jaz jo poznam. Malo flexom. Wow. V glavnem smo debatirali in je rekla Slovenski filmski sklad, pač filmski sklad, ima za reč 2 milijona. Ja. Ona je dobila za film 400 000, čakala je na to 5-6 let, povrnilo se je nazaj, zarekla niti četrtino tega. Kaj kot box office? Vse nazaj, kar se lahko povrne, se je povrnilo za reč četrtino, je rekla. Še ko imaš te neke Islandce, mislim, Islandija prvo kot prvo ima 300 000 ljudi na celem otoku. Cela država ima dobrih 300 000 ljudi. Ampak oni v določene filme vlagajo tudi po 5-6 milijonov. Čakaj, kaj je to? Samo 300 000 Islandcev. Ja. Torej... Pa kaj ti bi živel gor? In še ni, da živiš po celi Islandiji. Jaz vem, da Islandija ima zelo visok standard, ne? Samo nisem vedel, da jih je tako malo. Ja. Ne, povem, mislim, jaz bi šel na dopust, gor ne bi živel. Čakaj, Islandija... Prvo kot prvo živiš pol leta v temi. It's a no-go. Ampak je kar velika, ne drugače, Islandija drugače, ali ni? Ja, ne kar velika. Ni lih Slovenija, ne? Je kar večja, ne? Ja, sem kot šteješ vse vulkane in gejzirje in vse, kjer pač ni za živeti, mislim, da priješ lih na neko površino Slovenije, po mojem. Ja. Imaš kakšen dream place, ki bi ga rad obiskal? Dream place, ja, Nova Zelandija.
Zakaj? Ker mislim, da bolj daleč kot tako ne moreš iti, razen če greš v vesolje. Pa še to ne, še to. Glede na tvojo trenutno pozicijo. Moja pozicija, kaj? Mislim, lokacijo, mislim. Ja. To sem mislil najbolj daleč, kar lahko greš. Sem mislil, da je iz konteksta razvidno, da smo v Sloveniji trenutno. Hello, we are from... Ali zgleda kako drugače. Ne, mislim, come on, kaj ste videli slike, mislim. Plus Gospodarje prstanov so snemali gor. Niste tu v Sloveniji? Koga? Gospodarje prstanov? Niso neki snemali en del, ne? Ne. Kaj so pa snemali v Sloveniji? Ja, ok, sorry. Narnija. My bad. Ne, Gospodar prstanov je bil v celoti posnet v bistvu na Novi Zelandiji, oziroma mislim, da so neke pick-upe delali v Londonu v studiu, se mi zdi. Ampak drugače, te lokacije, ki jih vidiš, ne, to je bilo v bistvu vse tam. Ne. Oni so Hobbitown so zgradili praktično iz nič. Ne. Kupili parcelo in naredili tako, da pač je. Ne vem, mislim, meni se zdi ful lepa. No. Ja. Pol si velik oboževalec Gospodar prstanov? Lahko bi tudi tako rekli. Ja. Opa, si ti všeč, ne nasploh taki fantazijski? Ne. Ne. Lih to je catch. Ne, ampak ne vem, Gospodar prstanov, ne vem, sem ga prvič videl, mislim, da takoj, ko je prišel ven, tam 2-1, 2-2. Ne lih v kino, ampak takoj, ko so prišli DVD-ji, spomnim, da so teta pa strica jih imeli, pa sem jaz pol nekaj vmes gledal, pa pol si tak blik malo na Pop TV in vse. Ne vem, mislim, groundbreaking, ne vem. Veš, pol, ko si še malo starejši, te začne dejansko zanimati, kako so filmi posneti, ne, bla, bla, bla. In ne vem, pač res vidiš, da so bili te ljudje inovatori, ne, da so izumili neke prijeme, da so šli v neke smeri ustvarjanja, ki pač niso bili še videni prej. Ne. In to je so zmagali Oskarje, veš? Oni so rekorderji v bistvu. Tretji film. Kaj lahko daš samo mogoče en primer tega, kaj ti je bilo najbolj fascinantno? Pri Gospodarju prstanov? Ja. Pač, ker vidiš, da so imeli nove prijeme, mislim, te novi prijemi in to, kje so? Veš kaj, naredili so industrijski standard, pač spremenili so sceno, kako so bili jaki. Mislim, oni so full, recimo, Gollum. Ja. Okay. Gollum je praktično prvi resen poskus takšnega CGI karakterja, ne? Okay. Ki lahko dela tako učinkovito interakcijo s prostorom, z drugimi liki, z mimiko. Ne? Oni so pač skonstruirali vsako mišico posebej nekako, da se je potem to res obnašalo, kot se mora obnašati. Oni so že imeli uni mopke, pa kaj je? Pike so že imeli za Golluma, ja. Za Golluma? Ja, mislim, pri Hobbitu definitivno. Pri Hobbitu vem. Gospodar prstanov, ne vem, ne bom trdil, mislim, da ja. Mislim, da ja. Pa Veta Workshop, ti po mojem si že slišal, za njih pač oni v bistvu so bili ustanovljeni nekje v onem času, mislim, da je Richard Taylor, da se kliče ta ustanovitelj. In zdaj dela vse, mislim, ko pogledaš, kaj dela Veta, vse zahtevne visual effects, več ali manj tudi za zdaj te druge blockbusterje, recimo dela Veta. Okay. In mislim pač, ne nazadnje imeli so jajca to narediti, ne? Ker te knjige so bile pojmovane kot material, ki ga ti ne moreš pretopiti v film. Ne? In potem je prišel Peter Jackson, ki je prej delal neke grozljivke in srhljivke in ne vem kaj vse, ne? In je rekel, ok, jaz bi se tega lotil. So nekako uspeli prepričati studije, so dobili resurse in so potem to posneli in je zelo uspešno. To je bilo, veš, mislim, tretji film je dobil 11 Oskarjev. Ne? Samo še 2 filmom se je to zgodilo v celi zgodovini. 11 Oskarjev. A za reč Oskar ima kategorij, ki lahko zmagaš za reč 15. Tako da si predstavljaš, ne? Damn son. Ne, 24 jih je, samo pol kot šteješ 2 dokumentarna, short movie. Ja, kar lahko zmagaš, tam, 15 do 18. Torej so rasturali. Zelo. No, Matej, gremo prvo na te. Kam bi šel? Ja. Stari. Jaz vem en otok, kamor greš dosti krat. No, Jure, dej tebe, ki je že tako žgička, kam pa bi ti šel? Kjer je ta mysterious otok, na katerega bi šel? Jaz bi šel pogledat. Ja. Bali. Se mi zdi ful tak otok, ker vsi hočejo biti in so že bili. Ja, otok, ja. Ne, mislim, da pač je po mojem lahko zelo lep otok, pravijo, da je otok bogov tudi, ne, pač po imenu. Okay. In
Mislim, da je lahko ful turističen, ampak zdaj v teh časih ni turistov in bi bilo ful zanimivo iti pogledati, no, to mislim. Da lahko izkusiš to tako, kot ne boš ni mogel nikoli več. Okay. Čeprav sem poslišal, da je dokaj umazan. Je. Jaz se mi zdi, da tam moram eventualno iti malo pogledati, kaj se dogaja. To je najbolj mika od vseh ta Bali. Mika me ideja Okay. in mika me pač šel bi pogledati. Ampak zdaj pa, naprimer, ki ti ne vem, koliko ti je Jure govoril o Balju, če ti je kdaj že govoril o Balju. Mi je govoril, No, tip ne mora nekaj govoriti o tem o Balju. Ne, meni je v bistvu govoril, da bo šel zdaj še letos, da rabi Ja, ma ta letos se že počitnice izteka. od ne vem česa, od lajfa. V glavnem, jaz bi te vprašal, ne? Bi rešel na ta Bali ali bi si ga pustil, da še vedno na ta Bali loviš, da je en tvoj Vem, kaj place? misliš. Jaz mislim, da je Bali dosti krat tudi meni ta escape za možgane. Veš, ko bi rekel, Da greš sanjat imaš malo. nek spot, kamor lahko greš, ko imaš res dosti stresa in se dosti sekiraš, imaš lahko vedno neko spot, bom šel tam, pa bo tam vse okej. Ampak mislim, da nobeno potovanje ne bo rešilo vseh težav, ki jih imaš v določenem trenutku. Ne? Ampak da imaš ta escape nekam, ne? Da imaš lahko nekaj rečeš, bom pa to naredil in bo vse okej. Ne? In to je meni tako, to si jaz dosti krat rečem, tako tudi rečem, ampak bomo videli, kaj bo, no. Kaj pa ti Matej? Jaz dejansko bi šel odkrivati lepote Slovenije, ker Slovenija je zelo lepa. Wow. Lažem se. Kam bi šel? Fuck. Ma bone si porabil. Veš, da nisem. Nisi? Nisem, imam šel letos, nije 100 Jaz evrov. tudi. Čakaj. Jaz sem fucking 800 evrov za porabiti, ki se sem to- jih še Sorry, smo te prekinili. Kam bi šel? Ne, tako, real talk, jaz bi šel najverjetno na kakšno Azijo kot ti. Tipu, ali bi šel na Kitajsko, tipovni kitajski zid pogledati, ali bi šel na Japonsko. Japonska. Ne. Kitajski zid, Madora, raješ na Japonsko. Japonska mislim, da je bolj taka. Mislim, ja, no pač kitajski zid bi ful šel pogledati, ki ne vem, se mi zdi ful wow. Če ne pa, mislim, azijska scena nasploh je ful lepa, ampak ja, po moje bolj prej bi šel na Japonsko. Japonska Tam je ful je vse. draga drugače. Vem, ampak ne vem, je lepo. Suši, ne? Ne, Ti dejansko nimaš rad sušija. dejansko jaz nisem za Ti suši. nima rad niti. sušija. Jaz niti. Okej. Član. Okej, what the Član. fuck? Ja, ne, pravijo, ali si za suši ali nisi. Ne prepriča me. Res ne? Ne, niti. Ne. Ja. Mislim, ne razumem pompa okoli vsega tega. Je res, da vsi ful, suši. Ne. Mislim, zakaj ne cenimo nekaj, kar je, ne vem, zakaj tako ne cenimo lubenice, recimo? Lubenica je No, ajde amazing. začni. Kaj, fucking boljše kot suši, fuck off. Ne, ma hočem reči, suši Ne, je... res je overrated, prosim. Ma ni overrated. Je zelo. Jaz mislim, da ni, no. Je. Mislim, ker je... Zanimivo, v bistvu je dosti res neke prefinjene tehnike zadaj in znanja, kako narediti suši. Lubenico pač, kako misliš, kot lubenica? Sorry, veš, koliko moraš zalivati lubenico, da pride. Točno tako. Okay. Lih prav sonca rabi. Lubenica je boljša od sušija. Unpopular opinion, pizda, koliko hejta bova dobila. Stira, po mojem, veš. s tem. Ne, ampak lej, respekt suši in vse, kar gre v suši, pa pač res je overrated. Dobro, zadnjič, ko smo šli ti na suši, ti nisi pojedel niti unega bowla, ki si naročil. Kaj si naročil? Ojebem ti stari, Ti sem bi ne dobil pojedel nek... ono niti. Jaz sem naročil ramen, ne, da provam. Ti Kaj je poli to? ramen je skoraj ramen pojedel ni šlo. njega. Član, jaz sem mislil, okej, Vedno to več dobiš je imel kaj, sem notri. neka juhica, štekaš. To je prišlo v posodi za solato, sorry, brate. Ti bi imel vedno več notri. Na To- koncu je to- bilo isto notri na začetku. To je bilo fucking ogromno, je to bilo. In pač notri imaš meso, pašto, jajce, pač tega se fucking Ja, ne ja, ješ. vem, V vem, posodi taki, pač sorry, brate, ful je bilo. Pač sem mu dal en suši, no, spet ni tako slabo. Lej, en suši sem proval, ni bil slab, ma ni da bi rekel, okej, grem drugi petek spet na suši. Se strinjam. Sem pa proval, mi je dal wasabi, ta šupak me je prepričal, Ne, wasabi je nice. dej malo več, dej, da provaš, kurac, to te neki ti naredi, Ne, wasabi je nice. kaj zmeš, pač to te neki, So se smejali pri drugim jeziku in ja, okoli. ojebem ti. Kaj, nisi To te- za pikantno? Ali, Ne, ki to te neki odpre, to te neki dihala, neke iskrice Ja, neke vidiš. poti ti odpre, ki ne veš, da obstajajo. Pač ne? dušo ne vem. ti odpre. Prav ga ingestiraš in si ono, wasabi! Ne, mislim bil hujše. What's up? Jaz sem se, ne vem,
In to te mine po 10 sekundah, ma unih 10 sekund, kot je 3 ure, sem potil. Tipo ono, nisem vedel, da imam čutilo tukaj. Nisem vedel, da jaz obstajam. Pač. In mi za zraven mene so se mi smijali, jaz sem se potil, jokal, urdec, jaz sem zginul. Za 10 sekund sem nehal obstajati. Ono me je odprlo. Ampak sem pa full hotel praviti. Sem rekel, to neki peče, da pravimo, kurac, to te zbistrite. Ono, Rikola. Ja. Fuck, stari. Ono, ko gre, spomnite reklame. Čekaj, prosti, ampak ni bil slab. Ni bil slab. Ja, ma sem ti dal onega, ki je bil malo bolj tak, ne oni klasičen lih. Ne vem, ampak. Ja. Ma kaj vam ni všeč pri sušiju? Riba ali kaj? Surova? Ne, da mislim, overrated je. Za moje, pač kot celota, se ni slab. Yeah. Lahko ga jem enkrat na leto, 2krat na leto. Samo 3krat. Vem, kaj več povedati, skacam. Veš, mislim, ni tako, kot si bom zaželel, ne vem, evo, mehiška mi je zakon, recimo. Okay. Mehiška je fucking amazing. Kira jed pri mehiški kuhinji ti odara? Ne vem, you name it. Pač vse, res? Te njihove začimbe pač, in vse, veš, sploh, ko imaš one tortilje, da si daš, ne vem, dobiš 355 posodic in zberi si, kaj boš noter. In samo filaš. In ne vem, sveže je, fino je začinjeno, meso je lepo, sočno. Škaj meni pri sušu, ki je mrzlo? Meni mrzla hrana, eni suši so mrzli, ne vem, jaz ful... Ja, meni je suši všeč, zato ker te se mi zdi, da to svežina pride ven res dejansko, ne? Ker mora biti sveža riba, vse mora biti sveže pripravljeno, da je suši užiten in dober, ne? Ja, ne vem. Ne moreš sušija pripraviti za en dan. Ne vem, pač enostavno not my cup of tea. You don't vibe it, jebi ga. Čeprav, nisem jedel jajc do 12. leta, tako da you never know. Okay. Pač z leti napredujem prehrambe. Zdaj imaš več jajc v ustih, kot si imel pri 12 letih. Tako je, Matej, drži. Eno sem mogel. Se opravičujem. Ne. To je bilo dobro. V glavnem, evo, postaneš vladar sveta, šefe, ti si, kaj prva stvar, ki narediš? Vladar našega sveta. Cele oble. Ja. Ti si šefe, vsi smo pod tabo, kaj narediš? Kakšne obleke, ni ravno vse skupaj. Jure, kaj ti misliš, da je zemlja ravna? Ja. Pa ti, Luka? Sem zgrožen nad Juretom. Jure, neki. Zemlja ni ravna. Čakaj. Je tako okrogla. Čakaj samo malo, kaj niče, kako je lahko okrogla? Zemlja je tako okrogla kot tvoja seksi rit. No homo. Damn, son. Ja. Jure, nauči se te gumbe. Kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil kot vladar sveta? Jaz mislim, da bi se prvo znebil Mateja. Pač konkurenca. Ne, ti si pred njim. Fuck, več je konkurenca kot jaz. Ne z vidika konkurence, z vidika, kdo ti bolj najeda. Njega vidim enkrat toliko, tebe vidim vsak dan. Ne vidiš vsak dan? Ja. Skoraj je, zadnje čase. Zato sem tle danes. Tako se ohranja... Ker ne moreš bežati. Ne zato, ker ne morem zbežati, ker vsak, ki pride v Ankaran, vsak, s katerim si na drinku, prej ali slej pride vprašanje, kaj bi prišel na podcast? Pričakujete, da do 100. epizode bo na tem podcastu vsaj 75 Ankarančanov. Če bo spraševal naprej. Veš, kaj to pomeni v Ankaranu? Zanimivi ljudje? Dejansko so res zanimivi ljudje. Ne, sej so, daleč od tega. Samo so tudi druge zanimivi ljudje. Ne? Ampak ne, sej hvala, da povabilo. Mislim, absolutno se ne bom pritoževal. Mislim, se imam dobro, come on. Ne, prva stvar, ki bi jo naredil... Karkoli. Ne vem, razmišljam, ker če rečem, da ukinem denar, potem veš, kaj to potegne se za sabo. Ne? To je pol splošna anarhija ali nekaj. Kako bi, recimo, potegneš denar stran? Kaj je point tega? Ne, evo, redistribucija bogatstva. Povej mi eno... Vsak ima enako. Ne socializem, nisem socialist ali karkoli,
Ampak dajmo imeti vsi od zdaj naprej enako izhodišče, vsi imamo iste resurse. Čakaj, bi potegnil črto in šel znova? Ne, on bi vse pobrisal in bi razporedil. Dajmo reči, da nas je 8 milijard, Okay. denarja je X, vsak dobi X, X deljeno na 8 milijard. Okay. Ja. Ampak le zdaj bogati se ne bi strinjali. Čakaj, lahko samo en komentar. But I'm the boss. Veš, kaj mene zanima, Luka? Recimo, narediš to, Zdaj ves denar, ki je na tem svetu, od vseh, ki ga imamo, bi ga razdelil, ne? bi ga vzel zase, potegnil črto in dal vsakemu isto. Zdaj imam jaz eno vprašanje za te, Luka, tukaj. Ajde. Kaj Torej- imamo neke ekonomske vode? Ali? Ne, ni nič takega. Ne, samo me zanima, kaj misliš, da če bi imeli vsi enako denarja kot izhodiščno točko, ne, to rečeš, da enake Možnosti. začetne zmožnosti, ali kako bi rekli, Ja. ne? Torej vsak dobi 10 000 evrov. Ja, bi bilo več, ampak ja. Ok, 100 000. Ne vem, Kaj nima veze cifra. kiramo, Luka, Nima veze cifra, ne, kiramo. ampak hoče samo reči to, kaj misliš, da bi bile stvari drugačne na koncu? Kot so zdaj. Kaj je konec tle? Torej, glede tega me zanima, če misliš, Da ljudje bi vzeli to priložnost. da bi se procentualno spremenilo število bogatih in revnih. Ne, dolgoročno ne. Tle izhajamo samo iz tega, da podremo vse obstoječe strukture in da ni več izgovorov, ampak v zgodovini mi smo bili na slabšem in bla, bla, bla. Mislim, itak še vedno bi bili na slabšem, ker ti ne moreš razdeliti vseh nepremičnin, še vedno bojo ljudje, ki bojo živeli v slabšem podnebju, v slabšem okolju kot nekateri drugi, ne? Veš, to je, zdaj, denar je samo en vidik tega, ne? Če bi hotel vse enakomerno razdeliti, bi mogel potem tudi vsakemu dati isto stanovanje, na isti geografski širini, bla, 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 ne? Whatever. Ampak ne, vsaj z tega vidika, če posplošiš, da vsaj denar razdeliš enakomerno, potem tukaj več ni zgodovinskega izgovora, ampak mi smo bili supresani zadnjih 300-400 let. Ne, evo, zdaj imamo vsi isto in to je to. In naredi. In bojo ljudje, ki se bojo zafukali v enem tednu, in bojo ljudje, ki tega denarja mogoče ne bi nikoli mogli dobiti in bojo to izkoristili in naredili čisto nekaj ga kapitalizirali. Ne? Torej, jaz, da bi bil vladar sveta in bi imel naredilo karkoli si želim. Ti si šef. Jaz sem šef. Težko je. Ti si šef. Ok. Narediš svoj harem. What the fuck? Tipo Gaddafi. What the fuck? Imaš na izbiro vse? Jaz sem nek social justice, tle imaš pa Gaddafija nasproti mene. Torej, jaz bi dal denar vsem. Vsi bi bili enako vredni, vse. Pizda, bilo kakšno lahko fukam. Ja, okej. Jure. Ne, jaz bi samo družil. Ne, pač to je res težko vprašanje. Ne, pač dejansko je težko vprašanje. Sorry, jaz te razsodim. Kaj bi naredil nek racionalen človek? Kaj bi ti naredil? Ja, razmišljam, da bi bil v tej poziciji, verjetno bi si hotel prvo zatrditi to pozicijo. Torej, da sem jaz tam... Da se utrdiš. Ja, torej, da je to moja pozicija zavedno. Torej, verjetno pol pridejo neki prisilni prijemi. Ja, torej spet Gaddafi. Kaj bi se zgodilo posledično? Z malo Sadoma. Ne judžamo, mislim. Ne, govorim. Ljudje so bili uspešni. Gaddafi je bil 40 let gor. Kako ljudje ostanejo na poziciji? Je tvoja pozicija, ne bo ti noben vzel. Je tvoje. Ti si šef. Mislim, lahko smo ta... Ne, čakaj, iskreno, daj mi malo premislim, nimam odgovora, kdaj ti pove? To pizda. To sem tebe čakal. Vse je moje. Pizda. Fiks, pač to je hudo, to moraš narediti. Cel svet bi preimenoval v tipo, ne vem, Rimanič land. Pač moraš eno tako narediti, ne. Torej, social justice, Gaddafi, Saddamom in Aleksandar Veliki. Vsako mesto poimenuje po sebi. Pač, Fiks bi mu dal neko ime tako, da se ve, da je to moje. Ampak pol, za razliko... Čakaj, zakaj bi rabo, da ljudem ve, da je to tvoje? Če že vejo vsi, da je to tvoje. Zdaj ga kličemo Zemlja, brezvezno ime. Zdaj bi sklicali, ne vem, pravim. Kaj bi lahko naredil, ker si tak ekscentrik očitno. Tipo neka mongolska puščava, ki itak se ne dogaja nič, razen malo kamele, malo konji in to, ne?
da narediš veš kot ima Hollywood, tako, ampak da ti narediš tipo Rimanič Land, da se vidi iz vesolja. Da že ko prihajajo ljudje, mislim ljudje, tipi, alieni, da so, ok, tle je Rimanič. Ja, ni fora, da tle sem jaz. Fora je, da lahko ti rečeš, fucking planet sem poimenoval po sebi, ker je moj. To je ono. Lahko rečeš, to je moj in sem ga imel po meni. Imaš ti kakšen planet po sebi? Nijaš, ker nisi vladar. Jaz sem in ga imam in to je moj planet. To je bilo hudo. Okay. Ampak druga stvar, ker vidva ne bi naredila pač ono, koj kurac, bi dal hrano in vodo Afriki, ker sem pač dober človek. Kaj to bi naredil ali ne bi? Ja, to bi naredil drugo stvar. Dobro, to bi tudi jaz naredil. To bi se že zgodilo s tem, ko bi ti razporedil denar. Ne bi se zgodilo. Ne, come on. Zakaj ne bi se zgodilo? Ja, recimo primer, recimo razdeliš, ne vem, da dobi vsak 100 000. Jure, za reč, imaš 10 000 evrov, nimaš trgovine. Kaj hrano dela trgovina? Dobro, za reč. No, veš, kaj bi naredil? Facebook bi vzel pod svoje okrilje. To bi naredil. Kaj bi bilo pol? Bi ga reguliral in zastavil po svoje, tako kot bi jaz hotel, ker to je fucking bullshit, kar je zdaj. Ok. To bi naredil isto with extra steps. Veš, kako me to moti. Naredil isto, kar je zdaj with extra steps. Bi reguliral po svojih prepričanjih. Ja, ker so moja prepričanja boljša kot trenutna prepričanja tega Excentrik? Bledega Zuckerberga, mislim. Ne, on bi cel planet poimenoval po sebi, jaz bi vzel eno firmo zase. Kaco. Prezveznež. Kaj... Smo šli v neke turobne vode, pizda. Ja, mislim, jaz bi eno drugo temo tu probal zdaj uvaliti in to je tema, ki se je zgodila zdaj zelo pred kratkim na setu. Na setu. Vem, kaj misliš. You shut me down, bang, bang. Ok, too soon. Is it? I guess. Ok. Kaj je bilo? Rip. Kaj? Kaj? Baldwin? Kamerman? Ok, ne, Jure govori, da informiramo Mateja, ker ni v stiku s filmskim svetom. Čakaj, Matej, ti se poznaš na film, ne? To je ena taka... Veš, to so take slikice, ki se premikajo, ne? Ok, hvala, ja. Moving picture, tudi temu rečejo. Veš, ko so včasih slike? Koliko jih je na sekundo? Pouči me. Odvisno? Odvisno, moj kurac. Ok, v glavne, kaj se dogaja tle? Za tvoj kurac, odvisno. Imaš slow motion. Da ne glumi, kaj se dogaja? Pač ono, kaj je Baldwin ustrelil, ne? Ok, evo me, sem tle, sem nazaj. Čeki. Ja, 10 minut nazaj. Par ur nazaj, tipo. Sorry, je eno uro nazaj bilo. V glavnem, ja, novice ste slišali na setu v Hollywoodu. Zdaj mi jaz povedal, kaj je največ. Kaj je to? O čem govoriš ti? Fuck off. Je to, ok, hvala. Hvala produkcija. Hvala. Kaj se je zgodilo? V glavnem, v Hollywoodu je bilo zdaj snemanje enega filma. V New Mexico. Tako. Kar ni Hollywood za geeke geografije. Dobro, ni vedel. Na set je nekako prišla prava pištola. Igralec bi mogel imeti fake pištolo. Je v strelu. Mislim, da fake naboje. Mislim, da lahko imaš še vedno. Mislim, da lahko delaš s pravo pištolo, ampak s fake naboji. Veš kaj, ponavadi pač eni imajo cel pač ta props production in cel studio in pač imajo tudi po fake pištole in vse. Ja, ne, itak, ampak mislim, da lahko tudi s pravo operiraš, pa pač ne vem. V glavnem, fake pištola bila je prava, tip je v strelu in dejansko... Ne, po moje pištole je bila prava. V glavnem jebote Jure... Sem pa pozabil, je koga v strelu, vem, da enega je ranil. Ja, v bistvu direktorico fotografije je ubil. Ja, njo je ubil, ja. In režiser je ranil, ampak je v redu. Je šel pa že iz bolnice. Člani žensko fotografije, žensko fotografije. Direktorica fotografije, DOP-ja. Slovenija 4. Slovenija matura 4, tiho Jure, prosim. Ja, to je resna tema in ti se smeješ. Ti se smeješ mogoče, ki je v strelu žensko. Ne, samo dve muhi na en mah. Klipnite. Jure se smeje temu, da je ženska umrla. Ne smejem se temu. Smejem se Mateju. Ja, ne vem. Ne, v glavnem ja, pač pizdarja. Frka. Ja, se strinjam.
Sem se je že dogajalo. Ja, se je že zgodilo, to dosti jaz se krat, ja. spomnim, mislim, da sin od Bruce Leeja je bil ubit tudi na setu. Kaj ga je stari pretepil? Ne, star je bil že mrtev takrat tudi. Okay. Come on, malo filmske zgodovine. Sorry. Pač tebi so res smešni mrtvi ljudje. Ja, mislim. Fuck. Ajde, gremo dalje. Nelson Mandela. Kaj že? Lega. Ne smejem se tebi, smejem se vašim foram. Okej. Dej, čakaj, poveš enega mrtvega. Ramzes II. Bravo, in kaj boš dal zdaj tlem, pa dumc. Bravo, Ja, se Jure. ni smejal, ker Bravo. najbrž ne ve, kdo je Bravo. Ramzes. Kdo je? Ramzes, on je iz Kopra. Ja, ona je sačoška. Da, stvarno. Lega. Kaos. Ne, pizdarija, ja, ampak se je že dogajalo. Plus, mislim, da je na Deadpoolu en kaskader umrl par let nazaj, ali kaskaderka z nekim, neko sceno z motorjem, mislim. Ja, ma dobro, to ni, da ga je nekdo Zašlo strelil, narobe. štekaš, ni bilo kriva rekvizit. Mislim, ja, nekdo je bil kriv še vedno, ne? Ja, ampak mislim, to ok, je- gre mogoče, veš, je res headline je ono, Alec Baldwin je ustrelil direktorco fotografije in režiserja, ampak hočem reči, se je že dogajalo. Ampak si moraš misliti, ti pač dejansko tako igraš, ustreliš in samo moraš slišiš, tako, in jo pogledaš in teče kri. Katastrofa. Veš, kaj mene Hvala, zanima, malo ker misliš, da bojo uporabili ta take dejansko v filmu? Ker to je basically as good as it gets. Z vidika mislim- realizma. Če bi bil dober take, je pač vi niste v tem biznisu, ampak vse za film. Hvala, ker me vikaš. Ne, vi, ampak zdaj gledam tako. Imamo Jaz live mislim, studio, da ta film danes sploh ne audience bo imamo prišel po... ven. Jaz mislim, da ta Ja, film mam, ne bo prišel. dobro, zdaj bom bil jaz malo Mislim, uni. Ja, ne, Bala, po mislim, moje ne bo, po moje ne bo Pač tudi. bom bil malo zloben, ampak veš, kakšen dober marketing Kaj je to danes lahko. boš bil malo zloben? Ja. Dober marketing, misliš? Član. Si moram iti pogledati uni film, ker je glavni igralec ustrelil Cameron, ko za reči. Moram jim pogledati, kakšen je Ma to ne vem, film. Na Meni koncu pa- bojo film posneli v Meni tem. pa ne bi to predstavljalo leh market apila, da samo na... Mislim, nekako lahko to Mislim, zapakirali. kako to zapakiraš? Ta mesec to. v kinu film, ne vem, ko se kliče Right ali neki nara. Nema veze. Ta mesec v kinu film Da, okej, ja. X, ki ima dva direktorja fotografije, ker je prva sredi snemanja umrla, ker jo je ustrelil glavni igralec, ki je Po nesreči. To je full znan. subheadline. Mislim, Veš, na koncu bojo dali v uni, veš, tekst na koncu, ko se reče. Uno, ki preberejo na koncu zdravila. Posvetite z zdravnikom. Ta film je umrl 2004. Ne, sem mislil, da bo dali verjetno na koncu v, ko se reče tisto, kaj so oni napisali. Credits. V Disclaimer. credits. Sigurno bojo dali v credits. jaz Ja. mislim, da ta film ne bo prišel ven. Pač. Ja, ker ga ne bojo končali, ne bojo ga končali. Oprosti, Po sorry, mojem, jaz bi ne. popizdil. Misliš, da je to prvi tvoj film, dobiš pač šolde, vse, zbereš ekipo in ti gre v korac film, ker pač nekdo je bumbar in prinesel pravo pištola, Ma prave ni naboje to in- fora, da je problem. Po mojem so zamesili kakšne stržerje, jaz mislim. Ker pištola je vedno prava, ker ni prava pištola. pač tam Metki je so vse trik. fake. Metki so Vse je trik. tam. Nekdo je zajebal z metki, verjetno. Ma kako lahko to zajebaš, to je zdaj največje vprašanje. ki Ja, pač verjetno, še če vam snemaš dajo. 16-20 ur, to smo se včeraj pogovarjali, ne? Ja. Se zna biti, da si utrujen in si overworked in pač nekaj narediš narobe. Ni štekaš, da to ni, da ti imaš v kovčku prave metke in fake metke. In slučajno Ti si, Dobro, če kaj ti imaš ravno- metke? Ma unik ima često, pravim, to je cel department, ki skrbi za to in ne more to, kar se zgodi. Slučajno pravi metke sem vzel. Ne moreš to, ni to. Ja, jaz mislim, da je to, mislim, ti bom dal primer Game of Thronesa, recimo, ne. Tam noben zmaj ni dejansko ubil nobenega. Pa kaj niso bruhali ognja zaraz? Dej ne, Ne. dej. Ne, Jure. Kaj to je bilo samo? Zmaje ti lahko streniraš. Ja. In si ne bi mogel misliti... Dobro, ma jahala ga je sigurno, dej nehaj. Kaj mu povemo? Dej nehaj, dej valjda ga Kaj je mu jahala. povemo? Dej. Kaj mu po- Dobro, ker Jure, ga ni jahala. Nima smisla. Ona jajca pol niso bila prava, ali kaj? Ona, ko jih je zvalil. Kaj smo spet pri jajcih? Vse poti vodijo do jajc. Kaj je bilo prvo, kokošanje jajce? Ja, ajde, povej mi, kaj je bilo najprej, kokoš ali jajce? Jajce. zakaj? Mislim, zato, ker Da? ja, more nekako kokoš zvaliti jajce, I guess. Ja, ma, kako pride jajca? Ne, ma hočem reči, verjetno, ko so z dve živali, ne,
ki so bile pred kokoši, te dinozauri. Torej, trdiš, da so bile 2 kokoši pred Ne. jajcem. Ok, ta ptič, prazgodovinski ptič, se je mogel pariti z nekim drugim ptičem, sklepam. Okay. In pol, ko so se ona dva združila, je prišla kot kokoš, kot vrsta kokoši, ne? Ja, Jaz mislim, da je iz tako- jajca ali iz kokoši, za reč. Ne, kot iz jajca, ne? Ker Torej so kokoš bili je mogla sesalci. prvo se... Ta 2 ptiča sta bila sesalca, ki pol, če so Kaj me to ptiči veš, da prišli so iz bili jajc. zdaj sesalci? Eno je skotit, eno je izvalit. In to je pomembno, Jure. Kaj je prej, ali kokoš ali jajce? Kaj lahko samo povem do konca? Ja, že tlem so luknje v sistemu, Jure. Ne, čakaj. Ne, samo hočem reči, da imaš 2 ptiča, se parijo, Ja, nastane jajce ja. in se zveli kokoš. Tako mislim, da se je zgodilo. Okay, torej jajce. Torej, po pomoti v bistvu. Ja, pač veš, ko Kokoš se je v bistvu bila nek produkt, nezakonski ja, tako otrok. jaz mislim, ja. Nekih 2 Ja. vrst, ki... Ja. Ampak kokoš je prišla iz jajca. Ja, to sem jaz rekel. Ampak ne iz kokošjega jajca. To je Ja. tipo, kot da bi se paril sokol z Tako. sovo. Jaz mislim, da je bilo nekaj takega, po mojem mnenju. No. Okay. Kaj vidva mislite? Podpiramo Jaz to. ne vem, ne mislim nič. I don't care, really. Hočeš, da imaš jajca? Ja. Ko jih hočeš jesti? Ajajaj. Kam smo šli? Daj ti Matej povej, kaj misliš. Ki mojo teorijo luknjaš. Ma ne, pač, bila je za reči, kot smo se mi razvijali. Kaj ti si se sigurno razvijal? Kaj ti misliš, da ljudje, ki so nižji od 2 metrov, da pač se ne razvijamo z enako hitrostjo kot dvometraši? Ne, on je mislil bolj mentalno. Ne, ker mislim, to je ta občutek superiornosti, ker vse gleda tako. Jaz sem res imam 2 metra. Veš, kaj so mi smešni te veliki ljudje? To mi je tako, mislim... Ne vem, ali je to samo ono, da še enkrat poudarijo, da so tako visoki, kot ti takšne stvari pripovedujejo, ker ne opaziš, da se moraš z njimi tako pogovarjati. Ma to jaz ne opazim, ker ne vidim. Pač... To smo mi naš podcast, smo JSD in ne stoje. Ja, sej, hvala Bogu, ker smo vsi enakopravni. Dobro, bi mogel videti mojega prijatelja, ki je še več od mene. Jaz počutim majhnega. Okay. Ne, mislim, veš, kaj mi je zanimivo, ker pol te visoki ljudje, ker poznam njega in imam še enega tudi dokaj visokega prijatelja in potem ti razlagajo o problemih, kako je njim neudobno na letalu. To je fakt, to je dejansko neudobno. Prvo kot prvo, bič, če si letel v zadnjih 2 letih, potem si že tako in tako privilegiran, ker je bilo itak vse zaprto. Koliko je zdaj visok ta tvoj prijatelj? Ja, koliko je visok? 2,5 mislim, da je jako. Pizda. Koliko si ti? 95. Pizda. 2,95. Tvoj kolega je več od tebe. Ne, 2,95. Ne, jaz sem 95, 1,95 m. 1,95 m. Ne, nisem 3 skoraj. Koliko je tvoj kolega? Mislim, da je 2,5, 2,10. Pizda. Pač ja, dejansko, to je že problem. Pač, ko si na letalu, ti je problem, ne? Mislim, v bistvu je... Ne, veš kaj je fora? Veš kaj se mi pa dosti krat zgodi, ko grem na letalo? Sorry, zakaj ne greš, mislim, zakaj hodiš na letalo, če ti je neko mod, zakaj... Kaj ne grem peš? Zakaj ne grem peš? Let me finish. Zakaj ne plavaš? S temi šapami, po mojem, si hiter ko želva. Želva ni tako hitra. Dobro, no, se nema veze. My point was, da sem impresioniran nad težavami velikih ljudi. Veš kaj je, nekje se morajo buniti, zato ker vsi veliki ljudje vejo, da ta teorija je res. Veliki imajo malega, malo imajo velikega. To se pač tako izživljajo na svetom in nad nami. Kje si majhen, kaj ti majhen, kaj tam spodaj. Meni je lepo. Najboljša fora, če si velik, kakšne vreme je tam zgoraj. To pa vi majhni govorite. In kakšno je? Grdo je. Grdo, a? Kakšno je vreme tam spodaj? Tudi grdo, ker si velik. Smo si kupili takšen 8 gumbov, 4 kanale, tako da imaš 32 različnih soundov za interakcijo s strankami. Spizdi. Ne, bolj takšne abstraktne, recimo, ki mi imamo dol problem, da... Kje je manča? Manča. Ne, bolj abstraktne. Tipo, mi imamo problem, da smo na odprtem, nimamo strehe. In sem naredil efekt, mislim, zrezal efekt. Miran Ališič, ne vem, če ga poznata. Ja, oni iz Formule 1. Iz Formule, no. On ima eno ful dobro na YouTubeu, je tipo, ki je tako par kapelj dežja padlo.
In razumeš, ker tip je itak malo drama queen, razumeš. In par kapelj in tip začne Dež! Dež! Razumeš, in to je taka, ki, veš, začne padati. Valjda ne boš vsakemu posebej razlagal, gospa stranka začela je deževati, čeprav sami opazijo. Ampak zakaj ne bi to nadgradili še s tem, da spustiš v eter malo... Ne, RTV trojka je kot... ne vem. Logatec. Ti pa greš samo na varno vožnjo. We hate Logatec. In to je to. Mislim, no hate to Logatec people, ampak kaj pa se dogaja v Logatcu točno? Razen tega, da je megla, ko se voziš... Pač una varna vožnja reškifa, stari. Ne, varna vožnja je bila najsmeni. Ma kar neki. Da izgubaš sajta, denarja in vsega. Ni res. Ni Pač res. realno- Ne, sorry, mene so na varni vožnji naučili, da pol litra pive, 1 deci vina ali 0,03 žganja zgine iz zadaha v 1 uri. Okay. In to... Come on, to je ful uporabno. Dobro, ajde lažem. Mene so naučili, tipo, večina slovenskih radarjev je naštemano na 160 limit, 170. Tako da Res? tam Pomar, lahko to greš. nisem vedel tega. To pa nam niso povedali. To je nova fora. Kakšni si bil ti na varni vožnji? Ni bilo to... On je bil na nevarni vožnji, Ne bo- ker spodbojajo vožnjo do 160. To sem hotel reči. Vzel Sem si hotel mu izogniti foro. fore, ne, ker mi ni bila dobra. Oh, no. Ja, ker je ne znaš deliverat, vidiš. Sorry, gospod. Delivery guy. Amazon te išče. It's about timing. Luka, poštar Jurinčič. Za konec si kdaj jaho konja. Za konec. Ja. Ali se nisva razumela. Hotel sem reči, ja, v živalskem vrtu v Ljubljani. Jure si kdaj jaho konja. Ej, ne, posnel sem tudi Ponija. dokumentarec o konju. Kaj res? Ja, za neko tekmovanje s tvojo punco sem ga posnel. Ne, in to ni za jebanci. Ja. Res? Ja. Kdaj? Kdaj? Čau, Matej. Kdaj? Res, kdaj? Povem Ne, posebno žal. ampak res, hvala za povabilo. Hvala. Lepo je bilo. Hvala za odziv. Dobri ste. Hvala, ker si Fantje prišel. in dekleta. Tretjič? Drugič? Drugič. Tretjič. Tretjič si... V glavnem, Sej nema veze. Smo domači. Smo domači. v glavnem like, comment, share, subscribe, uni zvonček vklopit, člani podcast. Ding. Druga epizoda uspešna, Luka, še enkrat hvala. Like. Jure, zadnja beseda. Obiščite nas prihodnji teden. Stop, čakaj, Lure Beauty, hitro. Rabiš te ring light. Luerbeauty.com in kupi svoj ring Kupi light. lučko, če rabiš lučko, naša Ja, lučka. kupi lučko. Čau.